Spoštovane dame in gospodje, dragi kolegice in kolegi, lepo pozdravljeni in dobrodošli na prvem letošnjem rednem mesečnem predavanju. Vračamo se v čas prve svetovne vojne, oziroma celo v čas desetletja ali nekaj več pred prvo svetovno vojno. Med nami namreč gostimo kolego magistra Iva Bogliča, ki bo spregovoril o odnosu Slovencev do militarizma v zadnjih desetletjih Habsburške monarhije. Čeprav letos obhajamo, kot že zadnjih par let, 100. obletnico tako imenovane velike vojne, se je kolega odločil predstaviti ta odnos do militarizma nekoliko drugače, sicer glede na odnos in odzive na aneksijsko krizo v Bosni in Hercegovini, kar je pravzaprav zelo zanimiv pristop. Kolega ni neznanec med slovenskimi zgodovinarji in arhivisti, redno objavlja v strokovnih in znanstvenih revijah, je pa tudi avtor večjih knjig. Leta 2015 je izdal Stoletje pred prvo svetovno vojno, torej ali gre za čas miru, tole knjigo lahko danes tudi kupite. Upam, da po promocijski ceni o tem se nam še se pogovarjali. Prav gotovo nas čaka zelo zanimivo predavanje. Med nami vidite tudi elektronski pripomoček, imenovan kamera. Naši kolegi iz projekta Sisteri so se namreč odzvali našemu povabilu in bodo današnje predavanje posneli, tako da če boste želeli kasneje kakšne informacije še ponovno poslušati ali pobrskati, boste imeli to priložnost tudi po spletu. Kot vedno pa ob koncu današnjega predavanja sledi še možnost za vprašanja, komentarje, kar sem gotovo, da bo kolega z veseljem dovolj. Ja, hvala za besedo. Najprej o izhodišču, ki sem ga izbral. Izbral sem avstrijsko zasedbo Bosne in Hercegovine po leti 1878, ker je bila to zadnja vojaška operacija, v kateri je sodelovala avstro-ogrska vojska, vse do izbruha prve svetovne vojne, če izjavimo seveda kateri izjemni dogodki, naprimer sodelovanje v mednarodnih misijah, kot je bila naprimer misija po zaključku vojne med Grčijo in Turčijo 1897 za nadzor Krete ali pa leta 1900 pri dušenju tako imenovane Boksarske ustaje na Kitajskem. Zasedba Bosne in Hercegovine je bila pomembnejša od tistega, kar si predstavljamo. Del zgodovinopisja ga prikazuje kot vojaško operacijo v zgolj kontekstu sklepov Berlinskega kongresa julija 1878, ko so evropske sile, vključno z Otomanskim imperijem, sklenili, da to zemlje, torej Bosna in Hercegovina, dotlej pod turško jurisdikcijo, začasno zasede in upravlja Avstro-Ogrska, medtem ko suverenost še naprej ostane turškemu sultanu. In da ni šlo vse gladko, da ni šlo torej za piko na i že dogovorenega sporazuma z že vnaprej znanim izidom, pričajo velike težave avstro-ogrske vojske pri zasedbi, oziroma izdatne žrtve, po nekaterih podatkih je takrat padlo približno 5000 vojakov, s tem, da je avstro-ogrska vojska uporabila 250 000 vojakov, približno torej tretjino svoje vojske. Pri tem bi lahko uporabil tudi pričevanje vojaka prve bojne linije, to je člana vodstva slovanske čitalnice v Trstu, podjetnika Ivana Mankoča, ki je v necenzuriranih pismih svojcem navedel tudi tiste manj znane platite zgodbe, namreč zasede upornikov proti avstro-ogrskim vojakom, požig Banja Luke, ki trajajo 4 dni, ki je uničil to mesto, potem poročal je o eksekucijah proti turškim meščanom, o tifusu med vojaki, o slabi preskrbi, slabi hrani, slabi opremi, pisal družine in pošljal preparat, s pomočjo katerega bi mu omogočili hospitalizacijo v Bosni in Hercegovini. Ob branju sem se lahko vprašal, ali je cenzura sploh delovala, ampak to sploh je postranskega pomena. Dejstvo je, da smo bili Slovenci močno vpleteni v zasedbo Bosne in Hercegovine, poleg vojakov, ki so sodelovali v vojaških operacijah
Gre omeniti še zlasti vlogo svetovalca ministra za zunanje zadeve, znanega diplomata, šolnega na Dunaju, Jožeta Švegla, ki je na Berlinskem kongresu navijal za nepopustljivost do turških zahtev. Bi pa navedel tudi stališče liberalno usmerjenih Slovencev v zasedbi Bosne in Hercegovine. To je tistega dela slovenske politike, v katerem so se zbirali vplivni izobraženci, kot na primer Josip Jurčič, Josip Vošnjak, Valentin Zadnik. Ta skupina se je pred zasedbo, oziroma že pred zasedbo, pred rusko intervencijo, rusko-turško vojno, ogrevala za to, da bi Srbija in Črnogoro osvobodili krščanski bratje v Bosni in Hercegovini, vendar po sklenitvi Berlinskega kongresa, po sklepi Berlinskega kongresa so se liberalci pridružili konzervativcem, ki so zagovarjali avstro-ogrsko okupacijo te regije, oziroma rešitev tega vprašanja v okviru avstro-ogrske monarhije. In kaj hočem s tem reči? Slovenska inteligenca, ki sem jo izbral za predmet predavanja, je skupaj s slovensko politiko nihata do tega vprašanja, do vprašanja zasedbe Bosne in Hercegovine. Če se je še nekaj let prej, govorimo o letu 75, ko prišel do vstaje proti Turkom v Bosni in Hercegovini, torej, če je še takrat podpirala vstajnike oziroma vstop Srbije in Črne Gore v Bosno in Hercegovino, je leta 1878 to stališče spremenila. Kot rečeno, prvih 36 let, oziroma polnih 36 let do začetka Prve svetovne vojne, avstro-ogrska vojska ni več sodelovala v vojaških operacijah in približno 50 let, torej od leta 1866, pa na njenem ozemlju ni bilo sploh nobenih vojaških spopadov. In pa v tem času čutiti nek nemir, neko slabo prikrito nervozo. In tu bi navedel zlasti Frana Mase Podlimberskega, vojaka, literata, ki je znotraj vojske opazoval dogajanje v njej. Leta 1886 je objavil novelo Krokarjev Peter, v kateri je uporabil motiv dezerterstva. V kasnejših delih vojvodi Peru in Perici ter povesti Ivana Bulaja je načel vprašanje renegatstva oziroma asimilacije slovenskih vojaških kadrov. Tovariš Kladiško je načel maltretiranje vojakov. To so bile teme, ki so krnile podobo vojske. Novela gospod Blaber iz 80-ih let 19. stoletja sploh ne doživela objave. Nje je v Piru Podlimberski kritična ost do kolonizacije Bosne in Hercegovine. Šlo je za nekakšno predhodnico njegovega romana, najbolj znanega romana Gospodin Franjo, ki pa je šel več desetletij kasneje, 1613 v Slovenski matici. Po drugi strani je bilo tudi v tem obdobju objavljenih več prispevkov nasprotne vsebine. Fridolin Kavčič v Ljubljanskem zvonu, objavljenih člankov z domoljubno noto, ki hvalijo vojaško življenje, slovenske visoke refleksije in tako naprej. Podobno je storil tudi Frank Hubat v knjižici Junaki. Medtem ko se je Anton Felix del nekaterih pesmih, kar norčuje iz skrivača. In če se omejimo na dezerterstvo, o katerem so pisali še drugi, na primer Jurčič v Domnu in drugih delih in Fran Degela v Malem življenju, vidimo, da je predstavljalo izrazit problem. Po podatkih poslanca Ivana Šustaršiča, ki je izpostavil v Dunajskem državnem zboru, je v letih 1883-1885 v avstrijski polovici države se izognilo služenju vojaškega roka bližno 10.000 vojaških obveznikov na leto. Leta 1889 je njihovo število naraslo na 30.000, leta 1894
35 000. In če je bil prej ta pojav manj pogost, s tem, da so se uhajači skrivali v domačih gozdovih in z množičnim odhajanjem tujino, torej to množično emigracijo, ta problem postal bolj izrazit, izseljevanje je pospeševal razvoj prometa, železnic in ladij, čeprav je po drugi strani širitev železniškega prometa reševala logistične težave vojske, naprimer hitrejši prevoz enot v mobilizaciji in hitrejša preskrba. Obče znanje je primer Dragotina Keteja, umrlega ob koncu 19. stoletja, za katerega je bila vojaščina pogubna. Znani so poskusi, da bi se odtegnil služenju vojaščine. In obče znanje tudi, da je umrl zaradi bolezni, ki si jo nakopal prav med vojaščino. Leta 1901 je tedanji urednik ljubljanskega Zvona Anton Aškerc objavil v tej reviji neko preglednico, oziroma kako je imenoval, statistiko o militarizmu 19. stoletja. To je preglednico, ki navaja število žrtev v raznih vojnah v tem stoletju. Stoletju, ki ga poznamo, recimo vsaj od Napoleona naprej razmeroma kot mirno obdobje, vsaj kar se tiče vojaških spopadov, no, Anton Aškerc ni bil tega mnenja. Zdaj, Anton Aškerc je takrat v tej preglednici, ki je predtem išla v neki češki reviji, uporabil neke izraze, ki so tudi, ki jih uporabljamo še sedaj v družboslovju, na primer izraz oboroženi mir, s katerim je ozračil pojav oboroževanja. Dejstvo, da je bilo to obdobje po francosko-pruski vojni leta 1871 vsaj navidezno mirno. Torej, ne samo, da je stanje na periferiji stare celine bilo nestabilno in tu bi omenil zasedbo Bosne in Hercegovine, vojno med Turčijo pa Rusijo, vojno med Bolgarijo in Srbijo 1885. Dogajalo se je tudi, da močnejše države so znatno povečevali izdatke za vojsko in s tem vojaške arzenale. Včasih smo temu rekli oboroževalna tekma in nekaj takšnega se je dogajalo prav ob koncu 19. v začetku 20. stoletja. Glede izraza oboroženi mir, danes uporabljeno tudi izraz negativni mir. Ta izraz je uporabil in razvil in uveljavil Johan Galtung, sprejela ga je generalna skupščina OZN v 70. letih. To je izraz, katerim označujemo stanje sicer brez vojne, vendar zaznamovano z nasiljem. Nasprotje tega izraza je pozitivni mir, za katerega način torej odsotnost vsakršne oblike nasilja. V odnosu do vojaških vprašanj slovenska politika v določeni meri tudi inteligenca na splošno vzeto ni bila izrazito pacifistična, niti izrazito militaristična. Kajti tudi v obdobjih pred zasedbo Bosne in Hercegovine je bilo pač tako, da v programu Zedinjene Slovenije te zahteve, oziroma kakršnekoli zahteve glede vojske ni bilo. Glede v času taborov tudi ta zadeva, torej odnos do vojske, je bila bolj stranskega pomena, razen glede dveh taborov. Omenil bi recimo slovensko-hrvaškega tabora v Kastvu. Med zahtevami se pojavlja tudi ta, da bi amnestirali vojaške begunce v Primorju, ampak nasplošno ni bilo nekega izoblikovanega odnosa recimo do vojske, razen recimo v določenem trenutku se pojavlja zahteva po slovenskem domobranstvu, ampak samo za krajši trenutek.
Narodne voditelje so veliko bolj zaposlovali zahteve, kot recimo vprašanje rabe slovenskega jezika v avstralskih vojskah oziroma v polkih, kjer so bila izrazita prisotnost slovenskih vojakov. Veliko bolj, recimo, ampak to bolj na lokalni ravni so te politike zaposlovali vprašanje, kako pritegniti čim več vojakov, čim več enot v dotično mesto, recimo zahteva po ljubljanski garniziji, ki se je pojavila v določenem obdobju. Odnos do vojska oziroma vojaških vprašanj se spremeni v začetku 20. stoletja. In tu bi omenil dve epizodi. Torej, krvavo obračunavanje vojske z demonstranti leta 1902 v Trstu in krvavo obračunavanje vojske z demonstranti 1908 v Ljubljani. Sicer je bila vojska tudi v drugih trenutkih vpletena v zatiranje delavskih štrajkov v revirih, ampak tako kot takrat ob teh dveh epizodah 1902 in 1908 ni bilo takšnega odmeva ne prej, ne kasneje. Kaj se zgodi? Februarja 1902 med stavko ladijskih kurjačev v Trstu vojska navali na demonstrante in postreli 14 stavkajočih. Dogodek obsodite Anton Aškrc v Ljubljanskem zvonu, kjer zapiše, da je bilo večina žrtev Slovencev. In seveda v rdečem praporu Edwin Christen, eden redkih intelektualcev, ki so delovali v socialdemokratski stranki. Leta 1908, po septembrskih dogodkih v Ljubljani, ko vojska ubija dva demonstranta, pa je zgražanje med inteligenco bilo vse splošno. Zgraža se Ivan Cankar v znanem članku, v katerem obsodi, citiram, avstrijsko armado, za katero žrtvuje ljudstvo milijarde in milijarde. Ivan Tavčar protestira v mestnem svetu zaradi uporabe vojaške sile, Fran Marcel pa je bil celo med samimi demonstranti. Vsi vemo, kakšen odmev so imeli ti dogodki v tem prostoru, kakšne so bile reakcije na Dunaju, kot 2 leti kasneje niso potrdili na županskem mestu Ivana Hribarja. In pa septembrske dogodke 1908, kmalu zasečila tako imenovana aneksijska kriza. To je bilo le dobra 2 tedna kasneje. Z aneksijsko krizo označujemo reakcije na priključitev, torej aneksijo Bosne in Hercegovine so strani Avstro-Ogrske, ki imela posledice v meddržavnih odnosih. Avstrija je kmalu potem mobilizirala svoje vojaške note na mejah na Balkanu in med delom slovenske inteligence so ti dogodki povzročili zaskrbljenost. Ivan Cankar je takrat napisal črtico Lepa naša domovina, še bolj pa je zdaj napisal Otona Župančiča Zemljevid, ki je dregnil prepletanje interesov velikih sil na Balkanu in drugo. To je pesem, ki se začenja, zacitiram, Čigava Indija, komu Bagdad, kdo nadzoruje molitve po Balkanu. Do vprašanja vojne, vojske, nasilja, še posebej dne nasilja, je takrat izoblikovala stališče tudi danes precej pozabljena skupina Svobodna misel, zbrana okrog istoimenskega glasila. Njen idejni vodja bil na slovenskem Anton Aškrc, prvo zborovanje bila 1908, nekaj dni pred septembrskimi dogodki in delovala pa je nekako do Aškrčeve smrti. Omenil bi tudi srečanje Bogomila Vošnjaka z Levom Tolstojem 1904, torej nekaj let prej, na Tolstojevem posestvu v Jasni Poljani, med katerim je Tolstoj takrat svetoval Vošnjaku nekaj vrste neposlušnost. Teda je rekel, citiram, ne plačujte davkov, ne služite kot vojaki, ne udeležujte se političnega življenja, ne upoštevajte več države. Vošnjak je bil takoj na začetku Prve svetovne vojne aretiran na Goriškem skupaj z drugimi znanimi intelektualci.
Glede Aškerca bi navedel tudi njegovo kritiko vojaškega pohoda Italije v Tripolitani in Cirenajki 1911. Zakaj to navajam? Ker nekateri, kot na primer avstralski zgodovinar Christopher Clark, trdijo, da so vzroki za prvo svetovno vojno v italijanski zasedbi današnji, torej tisti input, ki je potreboval potem temu izbruhu prvo svetovno vojno, in torej da ta input tiči v zasedbi današnje Libije 1911. Torej vsi vemo, da je več teorij o začetku prve svetovne vojne, da je sprožil Gavrilo Princip, da v bistvu, da sarajevski atentat je bil le povod za to reakcijo teh velikih sil, ki v bistvu so bile sprte že prej. Potem, da balkanski vojni sta bili le uvod prvo svetovno vojno. No, Christopher Clark trdi, da je italijanska zasedba Tripolitani in Cirenajke dotlej pod otomansko, torej turško oblastjo, torej ošibilo sultana do te mere, da je v pogumu balkanske države, da so leto kasneje 1912 sprožile balkansko vojno, prvo balkansko vojno in napadle Turčijo. No, to so še druge okoliščine, na primer italijanska zasedba Dodekaneza leta 1912, domnevna odgovornost Londona in tako naprej. Dejstvo je, da je Anton Aškerc proti koncu 1911, takoj po italijanski zasedbi Libije, napisal tripolitansko balado, v kateri je kritiziral vojaško intervencijo Italije v Libiji. Balada spada med pozne Aškerčeve stvaritve, za časa življenja je ni utegli sploh pojaviti, ker je umrl v prvi polovici 1912, s tem, da je bila pesem objavljena potem 15 let po njegovi smrti. Pesem spada z vrsto družbeno angažirane literature. Zanimivo pa je, da avtor takrat ni postavil v ospredje frontalnega spopada dveh armad na bojnem polju, ko so to prikazovali mnogi pesniki, pisatelji dotlej, ampak odpor napadenega z nekonvencionalnimi sredstvi, tudi iz gerilo, kot da bi služil, da se bo ta način vojskovanja potem naslednjih dveh desetletjih razvil na libijskih tleh. Proti italijanski intervenciji so se takrat izrekli še nekateri drugi slovenski razumniki, s tem, da so to vprašanje povezali z nekim drugim vprašanjem, tudi estetskim, kulturnih krogov v tistem času, torej z italijanskim futurizmom. Italijanski futuristi so takrat to intervencijo Italije v Libiji podprli, medtem ko nekateri slovenski razumniki, Anton Aškerc, so to intervencijo kritizirali, futuriste sta grajala slikar August Bucik in romanist Ivan Gruden. Polemika se na koncu iztekla v polemiko med slovenskimi futuristi in njihovimi slovenskimi kritiki. Lahko rečemo, da se v času nacistične krize in naslednjih letih ustvarja na slovenski neke vrste kritična masa med intelektualci, ki je imela negativno stališče kot militarizma, ampak res je tudi, da je bila ta fronta precej neenotna in nepovezana. Pripadniki te skupine so bili razcepljeni in večkrat v sporu so bili na primer Ivan Cankar in Anton Aškerc, ki sta javno polemizirala že takoj po Ketevi smrti zaradi vprašanja ureditve njegove Keteve zapuščine, ali pa Oto Župančič in Fran Ilešič, predsednik Slovenske matice, ki je izdala roman Gospodin Franjo. In kot vemo, je Ilešič zaradi tega pristal zapor. Glede naslednjega obdobja, torej časa balkanskih vojn, lahko rečemo, da so imeli veliko odmev med kulturno srednjo, vendar poudarek je bil v tem primeru bolj na vprašanju notranje ureditve cesarstva. Zdaj predavanje Ivana Cankarja Slovenci in Jugoslavani leta 1913 v Ljubljani, ki je nastalo pod vtiskom prve balkanske vojne,
lahko štejemo kot za razmišljanje o odnosih med južnoslovanskimi narodi in njihovi vlogi v cesarstvu in kot obračune z novovinskim gibanjem. V dogajanju v balkanskih vojnah smo bili spet vpleteni tudi Slovenci, nekateri so se prijavili kot prostovoljci, skupina zdravnikov na srbski strani. Na drugi strani pa smo imeli generala slovenskega rodu Blaža Želvo, ki se je kot načelnik generalštaba zavzel za vojaško intervencijo Avstro-Ogrske. Ti dogodki so imeli vpliv tudi na politične premike, torej so vplivali tudi na politične premike, torej tudi na kulturno srednjo. Povzročili so tudi nove razdore, zlasti v katoliškem gibanju, neenotni pa so bili tudi na levici, zlasti glede albanskega vprašanja. To je bil čas, ko se pojavi gibanje preporodovcev, skrižen bivši Kozakov, s svojim separatističnim programom, vendar te zamisli se soočijo, torej trčijo zelo močno zakoreninjeno lojalnostjo do Habsburške dinastije in cesarja. Lahko je nekdo kritiziral vlado, ni pa recimo v večini primerov postavljajo pod vprašanje nekaterih aksiom, v primer Habsburškega vodenja cesarstva. In za rešitev nacionalnega vprašanja se v bistvu takrat zavzela le tanka plast slovenske inteligence. Sicer pa na slovenskem času pred prvo svetovno vojno ni bilo izrazitih protivojnih osebnosti, kot sta bila v tujini, v primer pisatelja Berta Suttnera ali pa krščanski pacifist Friedrich Förster. Politična sila, ki je na slovenskem bila, oziroma ki je najbolj izoblikovala stališče proti nevarnosti vojne, bila socialno-demokratska stranka pod kratico JSDS. Njeno stališče se v tem primeru ni bistveno razlikovalo, da se sploh ni razlikovalo stališče, ki ga je imela v zvezi s tem druga internacionalna, ki je lahko strnimo v geslu vojna vojni. Torej, neposredno pred prvo svetovno vojno je čutiti na levici neko praznino. Čutila se je odsotnost Antona Aškerca, ki je umrl v sredi 1912. Antona Aškerca, ki je dotlej posegal v občutljiva vprašanja, na primer zavzemal se za odpravo smrtne kazni, bil proti dvoboju, izražal naklonjenost osvobodilnim gibanjem v prvi vrsti proti turškim ustavnikom, obsojal je javne eksekucije, torej eksekucije smrtnim obsojencem. V pismu nekaj znancev celo napovedal konec britanskega kolonialnega sistema. Čutila se je v tem obdobju tudi smrt Antona Dermote, Masarykovca, sicer člana socialdemokratske stranke, ki je zagovarjal Cankarjev procesu zaradi predavanja Slovenci v Sloveniji. Tekrat pred svetovno vojno pa se je v Združene države Amerike izselil Edmund Christen, ki je bil najvidnejši intelektualec socialdemokratske stranke med Slovenci. Levica se torej znašla intelektualno šibka, najvidnejši razumnik v JSDS, torej slovenski sekciji socialdemokratske stranke je bil tedaj Henrik Tuba, ki pa se je ob izbruhu prve svetovne vojne znašel tudi on kot preostalo vodstvo JSDS povsem nepripravljen. Ta nepripravljenost se je izkazala ob kongresu te stranke, ki se je začel prav na dan začetka vojne, torej na dan Sarajevskega atentata. Stranka torej ni bila ne organizacijsko, ne idejno, ko so zahtevan članstva, ki je zahtevalo spoštovanje sklepov druge internacionalne. Zaradi nemoči levice tudi brezbrižnosti večjega dela inteligence ni presenetljiva obtožba, ki jo je izrekel Ivan Cankar sami inteligenci, slovenski inteligenci, to je bilo 1. augusta 1914 v dnevniku Slovenski narod, ki se imenuje Pogled iz škatlice.
tej črtici je izrekel hude kritike proti zadržanosti novelistov, kot jih je sam imenoval, to je književnikov, literatov. Torej, zadržanosti do dogajanja v svetu ob izbruhu prve svetovne vojne, te obtožbe je izrekel v obliki metafore, tako rekoč med vrsticami, saj čas ni bil več za resno reakcijo, oziroma vsaj javno razpravo. Ivan Cankar je bil razočaran nad odzivom kulturnih krogov na Slovenskem v začetku prve svetovne vojne. Odtot njegov poziv, citiram, če si preslab v teh časih strahote, moči in boja, si zakleni ter se gni, nič te ne bo škode. Nadaljevanje te zgodbe so bile aretacije večine teh pisanih omenil, Cankarja, Podlimberskega, mimo glede letos poteka 100-letnica njegove smrti v izgnanstvu. In potem pregon še drugih, Ilešiča, Bogomila Vošnjaka, Ivana Hribarja in več desetin razumnikov, zlasti na Kranjskem, Goriškem, ter duhovnikov na Koroškem. Torej, vodilni razred, torej vladajoči razred je takrat upeljati prepričanje, da je vsakršna oblika nacionalna izdaja in da je vsak kritika patriot. Zgodovinska stroka trdi, da je imela vojaška oblast še pred izbruhom prve svetovne vojne pripravljen načrt za interniranje politično sumljivih oseb v primeru vojne, torej tudi kulturnikov, ki so se izpostavili že v času, torej že v predhodnem obdobju, na primer ob tem navdušenju v balkanskih vojnah. To je bil načrt, ki ga je vojska izdelala za območje tretjega zbora, Koroška, Kranjska, Primorska. In kakorkoli že, nasprotniki vojne so bili ob Sarajevskem, torej so bili ob Sarajevskem atentatu potisnjeni ob zid, v kot. Njihov manevrski prostor je bil zelo omejen, so se znašli pod pritiskom javnosti, ki v veliki meri odobrava vojaški poseg Avstro-Ogrske, torej vojno. Medtem je bil tudi politik in književnik Tavčar, ki je z balkona mestne hiše zaklical vojakom, da gredo v boj za slovenski narod. Odprti so sicer ostali še nekateri kanali, njenega od teh je, kot smo videli, izkoristil Ivan Cankar z objavo preomenjenega kritičnega spisa. Vendar to je bil le eden redkih in zelo osamljenih glasov, kajti zaradi izrednih ukrepov je vojni absolutizem prepovedal več opozicijskih glastil. Zavladala cenzura, lahko tudi samo cenzura in to pa že spada v čas prve svetovne vojne in na tej točki bi se ustavil in bi vas povabil še nekdo kakšno vprašanje. Najlepša hvala za to izjemno zanimivo predavanje. Torej, avtor vas je že sam izval predavatelj. Beseda je vaša. Še prejemljivate vpise. Mogoče bi zastavil vprašanje. Zdaj, po eni strani, kako vemo, se večkrat omenja v zgodovini pisal, da so bili Slovenci, zlasti Kranjci, če vzamemo, zelo zvesti dinastiji. To je pomenilo tudi takrat, ko je bilo treba s puško braniti cesarja. Po drugi strani, ko smo potem, zlasti v času Jugoslavije, so pa Slovenci nekako v družbi jugoslovanskih narodov veljali kot tisti, ki niso bili ravno sposobni vojaki. Tudi tisti, ki smo bili v vojski še nedavno, smo to nekako občutili. Pa me zanima, ali je mogoče kaj prisotnih tega razmišljanja v literaturi ali pa v kakšnih zabeležkah v času pred prvo svetovno vojno
o slovenski sposobnosti ali pa o nemanju za boj ali pa sploh nekem nastrojenju do vojaških operacij. Ne vem, če sem bil zelo jasen. Ja, tole v bistvu prevladujoče mnenje je bil tak patriotizm. Patriotizem, ki se je izkazoval, kot sem prej rekel, recimo v teh člankih Fridolina Kavčiča, Frana Hubara in tako naprej. Zdaj težko reči, recimo, če bi bili Slovenci bolj pogumni od ostalih, recimo, to je zelo težko reči, ker pač vsak nekaj se hvali svojo. Tako da, recimo, trenutek resnice je bil mogoče med prvo svetovno vojno, če lahko smatramo ta trenutek za merilo. Takrat pa recimo, dobro, ampak to so že znane dejstva, recimo Čehi so znani po tem, da so imeli veliko enot, ki so prebežali na drugo stran. Med Slovenci znam primer Ljudevita Pivka, ki je tudi s celo enoto prebežal na italijansko stran, na Tirolskem. Pred leti vem, da na polemike, recimo, kakšnih 20 leti, zakaj slovenski vojaki med prvo svetovno vojno na dobrodobski plenoti niso masovno, če sploh so prebežali na italijansko stran, to se dogajalo bolj na Tirolskem, kot pa na južni, kot pa na soški fronti. Ampak, dobro, težko je izmeriti, koliko smo bili, vsaj literature, koliko smo bili, koliko nismo bili pogubni. Vsaj tisto obdobje, torej pred prvo svetovno vojno. Če smo ne samo tle dodal, ob izbruhu prve svetovne vojne je na nek način v slovenskih mestih med slovenskimi fanti pravzaprav prevladala neka euforija, gremo v bitko, zaradi tiste iluzije, da bo bitka končana do Božiča tistega. In potem strani prve svetovne vojne se ta leonima, po eni strani boriti se za Habsburško monarhijo, hkrati pa odsotnost in bojišča vedno manjša. In to se potem tudi kaže v tistih impulzih, kako se Slovenci začnejo povezovati in nastopati za lastne pravice, da naprej pravi jezika, kulture in potem, ko vidijo, da pač ne gre odstopne te ideje skupne države. Ampak jaz ne vem, če zdaj tukaj ravno lahko rečemo, da so bili bolj ali manj umeti za boj. Vsaj iz literature, pa tudi iz časnikov, recimo, če izberemo, to ne izhaja. Se vidi, da smo bili kljub samo Slovenci pripravljeni na odbor. To samo. Se mi zdi, resnično je preizkusni kamen, kot praviš, je prva svetovna vojna, pa ne njen začetek. Potem zaostritev vstop Italije v vojno in motiviranost, ki jo Slovenci s tem pokažejo. Torej, tukaj nedvomno potem motiviranost Slovencev za obrambo lastnega ozemlja, lastnega naroda postavljena neposredno na preizkušnjo. Se pa zdi pač seveda ti narodni ljudstva, kako jih imenujemo, na meji cesarstva, ki že seže v jugovzhodno Evropo, imajo vojaško tradicijo, ki jih nekako potem povzdiguje zlasti Bošnjake, za katere jaz ne vem, da bi kje množično dezertirali na katerikoli fronti. Ne vemo pa, da so se pa Avstrijci in zlasti Nemci zgledovali po nekakšnih njihovih junaških oziroma, tako rečemo, pripravljenosti za neposredno vojskovanje. Zdaj vam pa je samo drugo vprašanje, in sicer k naslovu, odnos slovenske inteligence. Nekaj smo na samem začetku, se pravi v zvezi z zasedbo Bosne in Hercegovine, slišali tudi o konzervativnih šolih. Vse pa jaz tudi pogrešam pogled oziroma odnos velikega dela inteligence, ker tukaj je postavljena liberalna in socialdemokratska, ki je, če znamo zdaj, številčnost, če ravno najbolj reprezentativna. Ali bi
to je ustreznejši naslov tega predavanja, odnos dela, določenega dela inteligence, ali pa morda odnos inteligence s posebnih ozirom na liberalni in socialno-demokratski del. Mogoče, če bi še kaj drugem segmentu nekako odnos lahko kratko. Glede, kot je bilo rečeno, glede obrambe, si omenil slovenskega naroda, pred invazijo, okupatorjev, na tega resno si mislil na vstop Italije leta 1915, se predstavlja. In tle bi recimo dodal tole. Ja, ta recimo obsodba, zgražanje, da je Italija nastopila vojno, to res nastopi leta 1915, do takrat kaj se zgodi? Do takrat imamo recimo stališče Cankarja, ki je bil, kot vemo, kritičen do izobražencev, ki so zavzeli, oziroma naj bi zavzeli neko tako omahujoč odnos do vojne. Si imel še druge primere, naprimer, jaz bi navedel Majcna, literata Majcna, ki prvo se zavzemal za vojaško opcijo, ki bi reševala svetovne probleme, potem, recimo, ko je šel na frontu, pa je doživel neko metamorfozo in nekako spreobrnil popolnoma stališče iz militarizma, se preobrnil v pacifista. Glede Bošnjakov, ja, se strinjam s tem, v literaturi poznamo poleg Čehov tudi, recimo, Mađare, ki so smatrani kot omahljivci. Zanimivo je, da takrat, zlasti proti koncu vojne, ja, čutiti prav to tekmovalnost, ja, kriv je uni narod, ker je tako pogumen, krivi so ti vojaki, te enote, ki so omahljivci, kukavice in tako naprej. Zdaj, glede krščanskega tabora, jaz sem pač vzel kontrolno gled, tiste, ki so se recimo najbolj izpostavili. V katoliškem gibanju so bile recimo prisotni, precej razdeljeno bilo, recimo zlasti v času med balkanskima vojnama, recimo so bili nekateri politiki, ki so odobravali kraj, vsaj na začetku, vsaj do te afere Steinerjevo. Torej, ne vsi Ivana Šušteršiča, ki ni odobravil, zdaj govorim o politiki. Torej, katoliško gibanje je do tega precej razdeljeno in ponavljam, jaz sem vzel zdaj najbolj take najbolj, ki sem smatral jaz za najbolj reprezentativne. Tako da zaradi tega pač nisem vzel teh katoliških izobražencev pod drobno gled. Iz tega bi lahko rešil vprašanje, kako je pa cerkev gledala tistim časom na to. Namreč verjetno so se katoliška stran, katoliški tabor se je precej ravnal po cerkvih. Kako so pa tam razmišljali o te stvari? Na cerkvu se ni veliko, torej stališče cerkve se ni vsaj leta 14 razlikovalo od prevladujočega stališča oblasti. Do diferencijacije pride šele kasneje, leta 1917, takrat, ko je Benedikt zavzel neko drugačno stališče do vojne, torej, ko se je zavzel za neko bolj mirno rešitev, vsaj med krščanskimi narodi, katoliškimi narodi, Avstrija, recimo, da katoliški narod kot Italija, če vzamo ta prostor. Tako da stališče
Slovenske ljudske stranke leta 1614 je bilo zelo jasno vojno. Ko brskam ali pol spominov za desetletja nazaj, se mi zdi, oziroma sem se spomnil in pogrešal znako Rudolf Andrejka, slovenski fanti v Bosni in Hercegovini, spomnil se zadeva verjetno bolj propagandna, ampak v tem pregledu odnosa inteligence do zasedbe Bosne in Hercegovine in malo takrat bi jo veljalo označiti. To bi me zanimalo, kako nas lahko spomnite na njo. Zdaj pa med kakšnimi študijami in citati bi verjetno bilo še kaj Petko Luković, se ga tudi sam spomnil, ki mislim, da tudi vsega, kar je raziskoval o Slovencih pa vojnih dogodkih v Bosni in Hercegovini, in vsega objavil. Poleg odnosa do militarizma je pa seveda še dodatno poglavje, ki ni tokrat tema, kaj so slovenski civilisti od inženirjev do duhovnikov v času potem v zasedeni Bosni in Hercegovini delali se tam imamo pa kar celo daljšo vrsto, Cankarjevega brata, pa Ivana Kobilce, pa še koga drugega, ki so bili tam aktivni profesori, tudi različni, je tudi kaj ohranjeno njihovih zapisov oziroma publicistike. Tradicija povezave Slovencev z Bosno in Hercegovino se pa v zadnjih dnevih se spet izpričuje pri konfliktu pooblaščenca mednarodne skupnosti, Valentina Inzka, ki preko prej je. Slovenec se stavljeno zasledil, kako sta se z Dodikom spopadla in kako ga je Dodik označil in kaj mu je svetoval. Rekel je, da je kloven, da ne se hitro enosmerno karto skupi nazaj na Dunaj. Nima direktne zveze, ampak vprašanje je še kar aktualno. Torej, to delo Rudolfa Andrejka v bistvu še zdaj najboljša preglednica te zasedbe, vsaj kar se tiče prisotnosti slovenskih vojaških enot, slovenskih polkov pri zasedbi Bosne in Hercegovine. Zdaj, to delo je šlo, zdaj točno vedno ne vem, da je šlo v začetku 20. stoletja, mislim, da je šlo. In torej, to je ta podatek je pomemben, ker je bila vzpostavljena neka distanca z tistim, kar se dogajalo par desetletij prej. In torej, Rudolf Andrejka lahko nekoliko bolj svobodno spregovori o tem, kar se je takrat dogajalo. Ne pa vsega, recimo prej sem omenil, da požig Banja Luke, tega Andrejkini, Rudolf Andrejka pač je mogel pisati v okvirih nekega dovoljenega, da se pač izognil nevšečnosti, cenzurskih posegov in tako naprej. Petko Luković pa je znan, ker je recimo zelo dobro analiziral recimo to dogajanje takrat, recimo že pred zasedbo Bosne in Hercegovine, ko so se odprli, ta nevesinska puška, ko je prvič ustrelila leta 1875, zelo dobro analiziral tudi odnose, recimo na slovenski politični sceni, kdo je za, kdo je proti, tu slovenska politika, kot sem prej rekel, je precej nihala. Glede zasedbe Bosne in Hercegovine, jaz sem navedel pač Podlembarskega, ker se mi zdel zelo reprezentativen zaradi
tega, ker pač analiziral to kolonizacijo Bosne in Hercegovine. Glavni junak tega gospodina Franja je pač inženir, ki pride v Bosno in Hercegovino, ki pol spozna, da je nekako orodje v rokah nekih drugih apetitov in interesov in pač to zelo dobro opisuje sicer literarni obliki v tem romanu gospodinu Franja. Zaradi tega pač pride do tega, do prepovedi Slovenske matice in tako naprej. Torej, to ne gre samo za nek romansiran opis tega, kar se dogajalo v Bosni in Hercegovini, ampak tudi za to, kako je delovalo to kolesje. Ta inženir pride v Bosno, naleti na nek odpor pri nadrejenih, ker hoče spremeniti, ker ugotovi, da so te krivice. Jasno, tudi pristransko opisuje neke dogodke, simpatizira s srbskim prebivalstvom Bosne in Hercegovini. Je pa, kot sem rekel, precej zgovorno pričevanje tega, kar se je dogajalo v Bosni, zaradi tega, ker avtor Podlimbarski je pač več let živel kot vojak v Bosni in Hercegovini, ki je spoznal od blizu, kaj se dogajalo v Bosni in Hercegovini. Hvala. To je vprašanje, ne vem, druge so vprašanje. Me zanima, kaj je potem s temi pač vojaki, avstrijskimi, pa so bili Slovenci, Jugoslavija, polna bila. Ali so lahko bili naprej v vojski, ali so jih iz vojske vrgali, ali so lahko imeli državljanstvo. Častniki, ne, verjetno. No, jasno, moralna vojska, ne, višji oficiri, recimo. V času Avstro-Ogrske govorimo, ne? Tako je bolj kot Jugoslavija v Bosni, recimo. Kaj se je, recimo, z Avstrijci in Slovenci, ki so bili v Bosni, pa so bili vojaška lica, višji oficiri. Ja, jaz točno ne vem. Zdaj sem omenil Podlimbarskega, zaradi tega, ker recimo on je večkrat prišel konflikt z nadrejenimi, zaradi tega so ga tudi večkrat premestili, recimo na Češko, v Bosno, druge kraje in tako naprej. Zdaj, o nekih večjih konfliktih težko bi govoril, ker to je tudi slabo dokumentirano. Navedel sem recimo tega tega generala, ki je pa še zelo visoko, vodja generalnega štaba, potem so bili še drugi, ki so tudi prišli zelo visoko, naprimer Anton Haus v Mornarici, Avstro-Ogrski Mornarici. Tako da, recimo, konkretnih primerov pa bi težko komentiral, ker tudi v literaturi niso najbolj znani. Vsaj, če se omejimo na čas do leta 1914, če sem dobro razumel vprašanje. Kasneje po vojni, v Jugoslaviji, recimo Borojevič je pač bežal in v bistvu je neupoštevan bil. Kako je z drugimi, ki so recimo ostali v Jugoslaviji, ki niso bežali? Ja, se je Tako je bilo, ne? Praviloma, kar jaz vem, za 2 čina nižje, če si bil sprejet v jugoslovansko vojsko. Torej, avtomatično znižanje za 2 čina, ravno rupnik partij, ki so delali kariero. Ne vem pa recimo za majstra, ki je bil na nek način, on je bil pa itak ad hoc povzdignen, ampak mislim, da obdrži generalski čin, ampak je seveda upokojen, ampak to je druga zgodba, ne? To ni avstro-ogrski častnik. On je dobil za 3 čine višji čin od majorja napredoval generala. Ja, to je seveda druga zgodba, ker majster je seveda nadaljeval kariero Druga, ampak drugi pa, kakor vem, če so bili sprejeti v jugoslovansko vojsko, z 2 činoma nite. Zato potem Hrvati dobijo prvega generala leta 1939 na intervencijo Vladka Matka. Slovenci
Imajo sicer generala, enega ali dva, vseh skupaj ne srpskih generalov, je pa med, mislim, da 60-imi v prvi Jugoslaviji, ne Srbov, samo 5. Sam k Srbom šteješ tudi Črnogorce, ne? Vse. Pravoslavno. In Srbe je danske narode. In Srbe je danske narode. Hvala za te komentarje. Če ima kdo še kakšen komentar ali vprašanje, je še za priložnost. Ja, mogoče pa ravno tale zgodba, kaj se je dogajalo s Slovenci, ki so službovali v Bosni in Hercegovini. V glavnem poznamo to literaturo. Mi nimamo nekih raziskav. In še to tudi iz novejše literature, mislim, da tam Miljenko Jergovič piše tudi o tem, da je imel nekega dela z Primorske, zelo natančno in v svoji noveli opisuje. To so kuferaši, tako imenovani, ki jih ne marajo ne ti, ne oni, ne nihče, ki so zaznamovani kot kuferaši za večno, tudi zdaj pravzaprav pri svojih sonarodnjakih. Da bi pa kdo zgodovinske raziskave v tem delu, jaz ne vem, ti kaj poznaš? Bile pa so izdane neke knjige, ki govorijo prav o Slovencih v Bosni in Hercegovini, ki so se naselili, nekateri prej, nekateri pozneje, nekateri v Avstro-Ogrske, nekateri v času Jugoslavije, tudi recimo Primorci, ki so bežali iz Italije, nekateri so naselili ne samo v Bosni in Hercegovini, so naselili v Makedoniji, v Prekmorju in tako naprej, ampak nekateri so rešili Bosno in Hercegovino. Tržišni Bukičev se še glavno. Točno to, pa mislim, še en drug avtor, ki zdaj se ga ne spomnim. Je. Drug avtor, ki je razstavo v Cankarju. Je bila točno razstava tam enih 5-6 let nazaj v Cankarju, zdaj se ne spomnim, kdo je to bil. Tako da te usode so recimo popisane in dokumentirane. Ampak za daljše obdobje, recimo bil recimo 1878, da se je Bosne do novejših časov, do druge svetovne vojne in še naprej do 90-ih let, ki so do razpade Jugoslavije, do obstajanja. Mogoče bi veljalo omeniti tudi dejstvo, da je Škof Jeglič tam v 80-ih letih, da je bil tudi prisoten v Sarajevu, v Bosni, da je iz Bosne prišel in je bil v bistvu postavljen za ljubljanskega škofa in da je to nekako tudi vplivalo na njegovo jugoslovansko videnje tam v tistih časih prve svetovne vojne, potem, ko se je bilo treba odločiti. Ja, bolj znam primer, recimo, tale brat od Cankar. Recimo, sam Cankar je šel tudi v Bosno in Hercegovino, preživel neko obdobje, zdaj poznavalci pravijo, da takrat se je nekako približil katolicizmu, nekateri pravijo, da to ni res. Tako da, to je najbolj znan primer, recimo, po mojem. Še en primer pozabimo, na Miroslava Hubmajera. Kontroverzna skrivnost. Monografija o njem, jaz ne poznam. Znam z leta 1875, ko se je pridružil temu stavnikom in postal poveljnik neke podniške skupine v severni Bosni. In za Senčo je Mrkoniča, tako imenovanega človeka, pod katerega imenom se skriva Petar Karađorđević, poznajši srpski kraj. Ne sme povedati, da je. Stenda Hubmajer potem ni naredil take karijere kot Mrkonič, ker zaposlil se, če se ne motim, v Bolgariji kot tiskar, potem bil že prej tiskar v Bolgariji. Ampak to isti Hubmajer, ki nismo poznali zgodbo, da se zapustil v Bolgariji, da tam postane časnik, dejansko je bil pa direktor Zemarskega muzeja v Sarajevu do leta 1910. On se vrne v Bosno.
In je eden od teh kolonizatorjev, operačev, avstrokarskih uradnikov, na razmeroma vidnem mestu, torej direktor pokrajinskega muzeja, ustanovitelj. Ja, v bistvu 1875, recimo, kaj se zgodi? Ena skupina iz Kranjske, oziroma današnjega slovenskega etničnega prostora, gre direktno v Bosno in Hercegovino, ki je bilo žarišče tega upora, med tem tudi Hudnajer. Ena druga skupina pa gre, in to so vedno prostovoljci, govorimo o dveh skupinah, pa gre v Srbijo. Gre v Srbijo, kjer čaka, da Srbija intervenira. To je skupina, ki se priključi srbskih vojsk, nekaj prostovoljci, in čaka, da Srbija intervenira. Srbija takrat ne intervenira, ne vstopi, torej se ne zaplete v ta spopad, šele kasneje, in se zgodi, da razpustite enote prostovoljcev, te garibaldince, ampak veste še druge skupine iz drugih držav. Zgodi se, da ti novi teh prostovoljcev se vrnejo nazaj. Paradoksalno, da Srbija intervenira v ta spopad leto kasneje, 1876, je bila poražena. Kar sledi pa je ta vojna med Rusijo in Turčijo, 1877, ki vzpostavi nova ravnotežja v balkanski regiji. Hvala, kolega Vogriču, za tole zanimivo predavanje. Lahko bi, kot kaže, še debatirali naslednji 2 uri, ali pa prišli na še kar eno temo in imeli še eno predavanje. Vsekakor še enkrat veseljem povabim bodoče. Hvala za tole zanimivo predavanje. Imate priložnost, da njegovo knjigo tudi kupite. Kolegi iz Slovenske matice so danes tukaj, da jo preberete. Je prav gotovo zanimiva. Vabim vas ponovno 16. februarja na predavanje Alojza Zemšarja o arhivskem gradivu posvečenem ali pa namenjenem raziskovanju kmetijske zgodovine na škofjeloškem področju. Vabljeni tudi k ogledu arhivarja meseca v drugem nadstropju arhiva, kakor tudi razstave na Travniku pred arhivom Republike Slovenije. Oba sta tokrat posvečena restauriranju in konzerviranju papirja in pa odličnemu centru, ki ga imamo v Republike Slovenije. Hvala Ljubljani Žniršič-Lovec za pomoč pri organizaciji, brez nje tega predavanja ne bi bilo. Sicer tudi brez predavatelja, pa brez njega pomočitno nasprotno. Tako da še enkrat lepa hvala in pa dobrodošli 16. februarja v tem prostoru. Naslednji.